Lep pozdrav vsem, ki nas gledate in poslušate. Z novim letom smo vstopili v novo sezono Popotniškega snepa. Danes je pred nami premierna oddaja 3. sezone. Tako, z vami sem moderator Tile Nipič, pridružila pa ste se mi tudi Sandra in Bojan Staniša. Sandro vedno že poznate iz preteklih epizod, ko je govorila o popolnih popotniških selfijih in road tripu po severovzhodni Ameriki. Preden pa se napotimo k njima, vam bom na kratko predstavil našo organizacijo, torej Popotniško združenje Slovenije. Sedaj, po teh dveh uspešnih sezonah, verjetno že večina od vas ve, da je naše združenje nevladna organizacija, ki deluje tako na področju trajnostnega kot na področju mladinskega turizma in povezuje mladinske hostele Slovenije. Prav tako je del Mednarodne zveze Hosteling International, izvaja pa tudi program prostovoljstva, preko katerega lahko vsi vi zainteresirani sodelujete z nami, na primer v vlogi popotniškega novinarja, kjer lahko pišete in z drugimi popotniki delite vaše popotniške izkušnje, nasvete, doživetja, ki bodo objavljena v spletnem časopisu Globetrotter. Pri organizaciji sodeluje tudi organizacija Mladi Maribor, o čem pa bomo danes govorili. Torej, tematika današnje oddaje so popotniški kombiji, oziroma natančneje prav poseben popotniški kombi, ki ste si ga sama prilagodila naša gosta. Skupaj se bomo podali na pot njegovega nastanka, kot tudi na dejanska potepanja. Torej, v ta namen pa Sandra in Bojan, pozdravljena in dobrodošla v 3. sezoni. Ja, hvala. Ja. Lepo, da danes vidimo oba, torej celoten popotniški par. Ja, sem vesela, da je tole že 3. sodelovanje, prvič letos jaz pa oba. Torej, ja, verjetno nekateri naj že poznate, tisti, ker ne, torej sva Sandra in Bojan, potepuha, ker se skupaj se potepava že kar nekaj let, 6, 7. In ja, v bistvu zdaj danes vam pač predstavlja najine kombije, predelavo, podelila z vami nekaj nasvetov o potovanju z popotniškimi kombiji, ne glede na to, ali potujete po kempih ali mogoče kampirate na divje, kot se temu reče. In pa podala še nekaj idej, kam se lahko odpravite po Evropi. Čeprav seveda svet je okrog, tako da lahko greste skoraj okrog tudi. Super, torej, tako lahko začnemo naše že tradicionalno 3. sodelovanje. In tako bi vas začetek vprašal, torej, kako ste sploh začela, prišla na idejo ta stil potovanja, torej s kombijem, popotniškim kombijem? Aha, no, to bom pa mogoče najlažje povedati, tako da kar začnemo z prezentacijo, z nekaj slajdi, ki sem jih pripravila. Jaz še samo opozarjam vse gledalce in gledalke, da lahko svobodno postavljajo vprašanja in komentarje, pa na katere bomo poskušali odgovarjati tekom predstavitve. Ja, tako je. Torej, potem pa kar začnimo. Torej, Tilen, da odgovorim na tvoje vprašanje. Evo, prvi slajd, torej, vsi najini kombiji, oziroma kako sva sploh prišla na to idejo, da se midva potepava s kombiji. Zdaj na tej točki mogoče lahko predstavim eno anekdoto, ker midva se s kombiji potepava že od prvega dne, ko sva se spoznala, in to je tiste kombi v zgornjem levem kotu. In sicer smo šli na smučanje z prijatelji oziroma sodelavci iz službe. Nekdo je poznal Bojana, Bojan je imel kombi, ga je povabil zraven. Jaz sem pristala slučajno v tistem kombiju, ker pač je nekje, morali smo se razdeliti, ker smo sedeli. Vprašala sem Bojana, kako to, da ima kombi. Je rekel, da vozi kolesa. Sem rekla, da je kakšna. Je rekel, tista za navzdol. Sem rekla, jaz tudi. In se obrnil, rekel, res? No, in ko se je zgodba nadaljevala. Tako da v bistvu kombi naj spremlja že, odkar se poznava. In čeprav najin prvi kombi torej ni imel imena, sva pa z njim se kar dosti potepala za športne izlete, počitnice, tudi v bistvu vikende, tako da je tudi kar svoje oddelal, plus da je bil mišljen tudi kot avto, ne samo kot kombi. Potem sva ga prodala, sva šla na enoletno poročno potovanje, ki je bilo najprej mišljeno z nahrbtniki, pa sva ugotovila, da pogrešava svoje lastne prevozno sredstvo. V Čilu sva kupila kombi, ki sva ga poimenovala Pisko, ta je še vedno nama zelo pri srcu, tako da se včasih vprašava, kje se zdaj potepa. In sva ga kasneje tudi prodala, ker sva naprej nadaljevala pot. Potem je prišla korona, ker smo se vrnili v Slovenijo. Je bilo treba se spet malo potepati znotraj meja naše kokoške, ne. Sva kupila tretji kombi, ki sva ga poimenovala Krištof, oziroma to idejo je dala moja mami.
in sva ga predelala, to so bili v bistvu najni prva predelava, ker namreč Pisko je bil skoraj v celoti predelan se strani drugih popotnikov že, saj samo nekaj majhnih stvari naredila. Tega sva potem midva začela, ampak sva kaj kmalu ugotovila, da si pač želiva tako kombi za malo dlje časa, da bo tudi mečken bolj vzdržljiv, s katerim bomo lahko obiskala tudi mečken bolj odročne kotičke, tudi kar še šla po kakšnih ne najbolj ravnih cestah, no, in zato je pač padla ideja o malo drugačnem kombiju in torej začela sva graditi kombi, ki sva ga poimenovala Loki. Sorry, da te prekinjam, Sandra, pojavilo se tudi prvo vprašanje, ki ga bomo sedaj prebrali. Torej, Ksenijo zanima, ali potujete izključno s kombijem? Ne izključno. Mislim, zdaj verjetno bova mečken več, tudi zaradi tega, ker imava namesto enega, imamo zdaj dva pasja člana družine, tako da je v bistvu že kar, mislim, zalogaj, da bi pač potovala z njimi z letali, je skoraj zelo težko in jih ne želiva preveč puščati doma, tako da je kombi mogoče glavna prioriteta. Potem pa včasih greva tudi, mislim, prej sva dosti potovala z letali, zdaj pa pač mogoče kaj enkrat na leto, dvakrat. Ja, lani sva bila v Ameriki, no to je bilo tako prejšnji popotniški snap. Letos je v planu Malta, morda še, mislim pa še neke ideje, no, odvisno kakšne bodo letalske karte in cene, tako da v bistvu kombinirava, no. Super, mene pa zanima tudi zdaj, koliko let torej že potujete s kombijem, torej odkar ste se spoznala verjetno? Ja, se pravi, to bo zdaj že 7 let letos spomladi, ja. Super, to bo že lepo število, no, potovanja s kombijem. Nekaj kilometrov pa je, ja. Kilometrina. Okej, tako da zdaj, ker sem vam predstavila te najine 4 kombije in kot sem rekla, v bistvu sva se res predelave od začetka do konca lotila pri kombiju številka 4 in glede tega v bistvu dobiva tudi največ vprašanj, zato ker je dejansko v zadnjih letih postalo precej popularno, no, potovati nekako z svojim popotniškim kombijem. Ni potrebno letošnje predelave, kot imava midva, vsekakor ne, lahko se gre zelo z osnovno čez, ampak ja, bomo zdaj v bistvu pač nekako predstavljala te faze, kako sva se v bistvu midva lotila tega. Zdaj vidim, da mi je tle slajd všel mimo eden, moj sem ga po pomoti izbrisala, naslovni slajd. Torej predelava kombija od A do Ž, po posameznih fazah, ki jih je v bistvu nekako Bojan mi povedal, no, ker Bojan je bil tudi tisti, ki je v bistvu skoraj v celoti, ja, v bistvu kombi zgradil sam. Jaz sem pomagala pri fazi številka 1, pa torej pri dekoraciji, pri dizajnu, pri manjših opravilih, ker vseeno nisem tak tehnični tip, Bojano pa to nekako bolj gre, no. Tako da, če si za, lahko kar začnemo s tem. Razen če še kakšno vprašanje prej. Zaenkrat ni, tako da lahko kar nadaljujemo. Ok, prav. Torej, predelava vsakega tovornega vozila, se pravi, govorimo o navadnem kombiju, v homologirano počitniško vozilo oziroma avtodom, ne, uradno, temu tako reče, se pa začne z idejno zasnovo, ne. Zdaj, dostikrat je to, najprej se moraš vprašati v bistvu, zakaj si želiš imeti ta kombi, ne. To je bila recimo tudi eden izmed glavnih razlogov, da so videla v bistvu potem drugačen kombi nabavila, ne. Potem začneš razmišljati, kaj so tvoje potrebe, ne, ali potrebuješ kopalnico, ali potrebuješ WC. Videla sem imela že tako preizkušen dosti, tako da pač je to bilo nekako lažje, se mi zdi, ne, ker pol veš, kaj ti manjka in kaj bi mogoče rajši imel. Glede na to, da sva že pač prej potovala z njimi. In potem začneš skicirati, ne, iščeš ideje, dobiš ideje na Instagramu, seveda tega polno, mogoče na YouTubeu, ne, filmčki, vse mogoče. In potem v bistvu ponovadi začne z skiciranjem na zvezek, 4 zvezek, mi jaz sem kar dosti skicirala med korono, še ko smo imela Krištofa, sva že sanjala v novem kombiju. Je pa res, da pač, mislim, potem je to nekako prva točka, potem si lahko v bistvu naslednja točka je, da greš na bolj sofisticirane digitalne programe, ne, nekateri obstajajo, ne, kaj so? Mislim, ja, uporabljal sem pač obične programe za sam dizajn, pa za pač tehnično risanje. En program, ki mi je pa bistveno ful pomagal, da sem dobil neko, rekel, glaven dizajn, vizualno, da sem pač si predstavljal pore, biti ta Vanspace 3D.
ko v bistvu imaš že template kombija in pol imaš neke osnovne mere not in pol lahko sem pač pohištvo namečeš noter, imaš neke klasične postavitve, sej itak postavitve so večinoma klasične, tako da lahko pač malo prilagajaš, da barve tam niso tu pomembne, bolj kot ne, da si neko postavitev postavil in si videl, če bo šlo vse skrb noter, tako kot si zamislil, ker pač medva sva si hotela, tukaj je Sandra rekla, že tudi si poveš, kako bi imel kopalnico ali ne, in potem tam vidiš, a bo šlo noter ne na tisto kvadraturo, ki sploh imaš na voljo. Oziroma največja skrb ni bila kopalnica, ki sva jo mimogrede lahko že povem spravila notri, ampak je bilo v bistvu, kako bova spravila notri dovolj veliko posteljo za oba, zaradi tega, ker je kombi nekoliko ožji od standardnih, in pa potrebujeva veliko garažo, da spravila notri svoje kolesa. Tako da smo v bistvu videla celoten dizajn naredila okoli najne potrebe po garaži. Tako je potem v bistvu so še ostale stvari iz tega ven. Je pa potem na drugih dveh slikah, ki sem še pokazala, pa sem hotela reči, da pač kljub temu, da si narediš nek dizajn, pa potem si ga poskušaš nekako držati, je ponavadi tako, da potem, ko začneš nekaj graditi, se dostikrat pač pride do drugačnih idej, dobiš še neke nove stvari, do nove ideje, ki se pač rodijo, potem, ko nekaj počneš, tako da dejansko potem včasih je bilo kar in live, načrtovanje nekih par korakov naprej. Veliko je bo tako, da sva na sredini kombija sedela, pa kako pivo spila, pa risala, pa kracala na to kombiju, da so sploh dobro pogrutala, kva bočko na koncu. Da so pač, tako je najlažje, ker imaš kombi pri sebi in vidiš si fizično noter, dobiš meter, potegneš mere in rečeš, ok, tle bo stalo to, pa malo porišeš po tleh, pa malo kakšen selotej vzameš, pa malo si postaviš in ful si lažje predstavljaš. Torej, kaj se je vajna trenutna zasnova načrtovane zelo razlikuje? To bo tudi kasneje pokazala, kje ste sedaj? Ne bi rekla, da se zelo razlikuje. Naprimer, ne vem, najprej sva imela idejo, da bi imela 3 sedeže, pa sva potem nekako ugotovila, da pač trenutno, oziroma zaenkrat sploh tega ne potrebujeva, pa sva namesto sedeža, ki sva ga mislila vgraditi, pač naredila v bistvu hišico, sobico za enega psa, in nad njim je v bistvu klop za sedenje, recimo, to je bila ena takšna stvar. Drugače pa v osnovi sva pač kar dosti pač ostala pri idejni zasnovi, samo pač malenkosti sva pa pač prilagajala. Pa potem, kot sem že rekla na začetku, zdaj po uporabi, to mislim, da sem ti prej povedala, ker smo čvekali, da pač nekaj časa uporabljaš kombi, potem vidiš, kaj bi bilo mogoče še boljše, in greš potem nazaj in na novo predstavljaš stvari, tako da to je never ending project. Ja, točno tako. Nekaj me še zanima. Če me lahko samo vprašam, pri zasnovi vam je poleg vajnih sposobnosti, znanj, pa interneta in programov še kdo drug pomagal, ali ste to vse izključno vajino delo, čas? Ja, vse najno, ja. Okay. Večina je najno, ja, pa ti tako smo se malo posvetovali z raznimi kolegi, če že kdo je delal, ampak ja, se tukaj sva rekla, pa či tako postavitve so tako klasične, ki vsi delajo. Pa ok, imaš detajle, pa je pa največ dela, da se odločiš, v katere materiale boš šel, da sploh pregledaš teren, kaj dobiš. Problem je bila korona, ki je bila problem material dobivati. Ok, da ne govorimo o teh osnovnih stvari, ki imaš recimo v Bauhausu, imaš stvari, ki so prav namenjene za avtodome, posebno stikala, posebne lučke, ne vem, tank za vodo, strešna okna, tu je bila kar omejena dobava in so bili dobavni roki po 3-4 mesece in to je bil kar izziv. Mogoče edini tak vir informacij, sicer ne, da so toliko uporabljala, ampak malo za pogledati, sva Bojane na spletu najdla eno knjigo, ki sta izdala 2 bandliferja, temu rekla, pač 2, ki v bistvu že dosti let živita inženirja, ki živita in potujeta v kombiju, tle po Evropi. In so v bistvu izdala knjigo res A do Ž, v bistvu izdelavali. In pri tem je mogoče sem pomagala to, da mogoče dobiš kakšno idejo, kakšne vse materiale dejansko uporabiti. Sploh sem pozabil, da je to na voljo, kaj pa če bi res, kaj pa če bi bil ta boljši. Tako mečke, jaz sem bolj teoretik, tako da sem jo prebrala, meni je bila ful zabavna knjiga. In sem potem Bojana rekla, ja, to je še mogoče, bolj mogoče, če se je njemu zdelo to pametno, smo uporabili. On bolj ve, kot jaz, jaz sem prišla sem z idejami. Tako da ja, tako je potem izgledala to v bistvu dosti prilagajana skozi čas, ampak začelo se pa je, v bistvu, ko smo kombi pripeljali domov,
se je začelo v bistvu z prvim rezom. Tamle na levi slikici zgoraj je v bistvu rezanje prve luknje v kombi, to je bila tudi nekako ta faza, v bistvu priprava vozila, ki običajno se stoji, če pač kupiš tovorni kombi iz izdelave oken oziroma pač ugraditve oken. In potem midva sva imela, mislim, da prva ali celo mogoče ena izmed prvih Nove Slovenije, to, da sva dejansko želela sva poširiti kombi, ne, ker je pač Bojan tako dolg in sva pač za najin dizajn je bilo treba, da pač midva spiva po strani, ne, naravnost, ne, in to je bilo zelo, zelo prekratko za enega, ne, zato sva pač želela to poširiti, kar je sicer v tujini tako čisto običajno, tle pa pač se ni dalo delov dobiti. Mislim, da sem koliko časa ne sva iskala to. Mislim, ni, da se ne dela, problem je tu, vse te, ponovači so večje firme, ki se pač to delajo, pa sami naredijo te poširitve, ni bilo pa recimo na aftermarketu dobiti prav teh poširitvenih delov, ki se lahko kupim, potem si dobil vse certifikate, da se lahko šel s homologacijo, če je tudi največji problem. Bile so ene variante iz Amerike, sem se bile čisto grozno predrage, pol smo nekaj najdli v Nemčiji in ja, recimo po pol leta iskanja, čisto po naključju, sem pa dosledil eno firmo iz Nemčije, ki poda in certifikat in vse, potem videli z uporabo in bilo res odleglo, ker tle najma je bila, bi rekel, stvar postavitve, da če dobiva neke poširitve, bo pač spala počez, če pa ne dobiva poširitve, bo mogla pa dizajn spremeniti, pa v bistvu neko izvlečno poslo narediti, pa bomo spala po dolžini vozila. Ampak pa spet omeji nek prostor, ampak ja. Ja. To drugače, komorkoli od vas, poslušalcev, polagam na srce, če pač razmišljate o predelavi kombija, ne, že od štartu imejte pač, si preberite, na koncu sem dodala povezavo oziroma sliko, pravila, ne, kaj v bistvu pač mora kombi, če ga želite zares homologirati, ne, v avtodom, kaj mora vsebovati in v bistvu vsak poseg v tovorno vozilo pač zahteva neke uradno vgradnjo in pa certifikate, ne. Tako da z določene stvari pač mora potem lahko tudi pač narediti nekdo, ki se s tem lahko ukvarja, ne. Oziroma potrebuje vsak nov del, ki pride, potrebuje tako imenovani TÜV certifikat, to je pač za evropski certifikat za evropski trg. Ja, zdaj govorimo, če ti ugrajuješ dele, spreminjaš nekaj na konstrukciji, na samem vozilu, primer, nekdo hoče ugraditi okna, strešna okna, stranska okna, ali pa ogrevanje, nekaj v bistvu, kar lahko vpliva na varnost samega potnika. Torej, tam je v bistvu zakonodaja napisana tako, da boš za vsako to stvarjo, ki jo ugradiš, mora ta ugradni del, mora imeti certifikat, bla, bla, bla. Tudi je pač v bistvu varnost za potnike. Torej, ta zakonodaja oziroma te papirje za te dele in za preureditev kombija, to je enaka torej po vsej Evropi, predno na ravni Evropske unije, ali pa treba kako državo posebej biti previden, če slučajno veste iz izkušenj? Ne, mislim, da Slovenija ima... Ne, mislim, vsaka država ima malo drugače, ampak po Evropski uniji je bolj nepodobno, ampak se pa razlikuje nijanse. Več pa ne vem. Zdaj so se pa pojavila tudi vprašanja s strani gledalk in gledalcev, torej začeli bomo s vprašanjem od Katje. Katja zanima, koliko star kombi sta kupila, ta najnovejši. Aha, ja. Ja, ta je nov. Ta je bil kar nov naročen. Mislim, dolgo časa sva gledala, kaj sva kalkulirala, kaj sva kupiti, ja, novega, starega, itak sva po defaultu bila za rabljenega, ampak pojela pa glavni pogoj sva hotela, mislim, da sem hotel 4x4 kombi in na našem trgu jih skoraj ni bilo za dobiti, če je prišel sploh na avtonet, je šel v parih dneh, potem uvozil ga iz Nemčije, nekaj jih je, obstaja, potem so pa primerjava cena pa s kilometri, z letniki je bilo smo pa že na meji. To je pa že staro, zgarajeno delsko kombi za ta denar, še malo dodamo, malo damo še stran na stran, pa si pravi prvoščimo novega, pa bomo imeli za dokler bo šuno. Ni nama namen, da bo pa zdaj avto menjali kaj gate, ampak bomo pač
ga uporablja, dokaj gre. Ni pa to slučajno niti ne pogoja. Ne? Ne. Zdaj, mogoče je samo to odvisno od tega, ker se odločate, koliko star kombi boste kupili, tako tudi imejte pač mogoče v mislih, koliko časa ga boste lahko uporabljali. Ne? Potem ne vem, če je kombi recimo že ima res ogromno kilometrov, potem mogoče ne boste šli all in v izdelavo, pa boste mogoče, a ne, se tudi izdelava, a ne je budget zelo tako niha lahko, a ne, odvisno kaj se pač odločiš, da boš imel. Tako da pač potem to se pač malo vzame v zakup, pa razmišljaš pač o tem, ne, kaj se potem splača in kaj ne. V zakupu vzameš tudi to, zdaj, če vzameš, če imaš nek dolg plan, veš, da boš dolgo uporabljal, pač poročam, da se vzame novejšega oziroma novega. Nekaj let starega pomoč. Ker pač tudi v zakupu vzameš, če vzameš starejšega, moraš tudi zakup, da moraš pač tudi neke popravke delati na šasi, moraš rjo preštrihati ga, določene stvari poštimati, pač ponovno dobiš, tu ne rabiš. Zdaj pa tu je pa čisto stvar samega posameznika in od budžeta, kaj ti odgovarja. Ok, pojavilo pa se še eno vprašanje, na katerega bomo sedaj odgovorili. Petra zanima, koliko so pa stale te poširitve? Ne vem. Lahko gledam. Približno vsaj, če se spomnim. Tukaj se spomnim nekaj čez Jurija, se mi zdi, da je bilo... O ne, ne bilo 500 evrov. Ne. To isto kombi je okoli Jurija 300, nekaj tajega so poširitve. Ampak pridejo bele brez štrihane, take osnovne. Ja, sej tukaj je. Take, kot preslikale. Če je bil kombi, ni problem, midva sta potem kasneje jih dala prebarvati. Ker pač malo še lepo. Zdaj pa lahko tudi nadaljujemo naprej. Naslednja faza, ko sva to naredila, se pravi, montirala sva to poširitve, strešno okno, ne? Napeljala kanale, smo šli dalje. Faza 3 in 4 je pa potem bila najprej protihrupna izolacija, to je zato, ker kombi so tako narejeni iz pločevine in potem, ker se vozi tako zelo ropotat, ne? In potem se kupi take, da je te srebrne, v bistvu, so tako za prilepiti, ne? In jih daš na ravne površine kombija. Taka guma, bitumen guma od spodaj, pa sem ta aluminijasta polje, če je tudi tega, da ker imaš večja površina pleha, da se ti v bistvu ubiješ vibracije kombija, zadušiš, da tukaj ne vibrira, ko se voziš. Ja. Druga stvar je pa postavitev fiksirne konstrukcije, to pa ti malo več poveš, ne znam, kaj narobe. Fiksirna konstrukcija je čemu je namenjena? Ja, namenjena. Preden, ko boš karkoli postavil, zdaj govorimo o tušu, kopalnica, posla, karkoli, moraš pač definirati predhodno, kje boš, kam boš, kako kje prešravkal. Zdaj, v samo šasijo pač ni pametno vse šravka, zdaj imaš obstoječe lukne, ki si uporabiš z nekimi maticami, takimi ogradnimi, ali pa enostavno narediš z lesa pač neko kletko in posledično se na njo šravkaš. Ker pač vsaka stvar, ki greš vrtaš v kombi, lahko poškoduješ konstrukcijo, varnost, blablabla. Pa rjavina, če ne druge. Večkrat vrtaš, večkrat imaš šanso za rjavino. Seveda se zaščitiš, ampak še zmeri nekaj posegaš. To je, v bistvu moram reči, da te prve faze vedno grejo najhitreje in si tako vesel, ker se hitro premikajo stvari. Potem pa, ko začneš detajle in proti koncu, tam se pa kar ustavi. Na začetku, ko je začela samo osnovna konstrukcija, pa z velike stvari tudi letelo, ki je pri norci. Pa ko sem prišla pa na konc, pa detajle, pa štrihati se, pa vleklo se, Zdaj, mogoče še ena stvar, ki je doskrat, mislim, ki je tako tudi nezanemarljiva, je to, da rabiš kar nekaj orodja, da pač tako kombi postaviš. Tako da recimo, če nimate tega doma ali pa nimate možnosti se sposoditi ali pa pač pri stricu komorkoli to delati, je potem treba v bistvu nekako še ta budžet oziroma ta strošek nekako imeti v mislih. Pač Bojan tako rad dela in te stvari ima, nekaj tudi službeno, tako da mi smo pač v bistvu tega nisva posebej rabila kupovati. Katera faza vam je torej vzela največ časa, ravno ta, ko ste sestavljali nosilno konstrukcijo znotraj, ali bolj kasnejše faze, ki še bomo slišali? Največ časa je vzelo na koncu na finese. Ti imaš osnovno konstrukcijo, postaviš tudi hiter, poka začneš pa, mislim,
Na začetku gre hiter, pa ko prideš pa do une fines, pa vidiš tudi v bistvu, kaj si že prej kiksno, pa moraš tu vse popravljati, pa daš gor, pa razbiješ, pa dol, pa še enkrat gor, pa znoriš. Pa... to sklep, ki je bilo tem kombiju, draj bolj, da ne povem. Če lahko primerjate z ostalimi fazami, koliko vam je vzelo glih ta finese popravljanje? Več kot vse ostale faze skupaj? Mogoče elektroinstalacije si tudi nekaj, ne vem. Mislim, mi dva sva imela tako, se bom pokazala, do katere faze, sva pač bila, ne vem, začela sva januarja, pa sva bila tam že, ne vem, aprila, preden sem šla v Ameriko, ne, pa imela one velike stvari, pol se je pa začelo, pa šlo v čas. Tako da ja, tla sva videla pač lahko narediš na različne načine, pač v osnovi je vedno ta konstrukcija, to je na sredinski sliki, potem izoliraš z neko zadevo, karkoli pač zbereš, material, kaj je na najnih tleh. Armaflex, ali kaj je vmes. Tu ovčka, mi imamo ovčko, se pravi ovčje volno, in pa potem namestite osnovne plošče, to je ta črna plošča, na kateri se sediva, to so v bistvu podtla, če lahko temu rečeš, to še ni zaključki svoj. Potem na tej fazi pa so potem za tlemi so pa sedile stene, no tukaj se pa vidi, torej ovčje volno, torej za izolacijo se lahko zbereš različne materijale. Največkrat se zberejo kakšni armafleksi, tako kot je tale na poširitvi viden, spodaj, na sredini. Nekoliko cenejši so. Drugače pa je pa nekako ovčja volna, pa ne vem, je ena izmed tako zelo dobrih materialov, praktično naravna je, hipoalergena, dobro, zdaj pa nisem tehnik, pa lahko kaj narobe rečem, ni toplotna. Kaj ima? Kakšne so tiste lastnosti, vedno pozabim. Ne vem, kako se reče, če smo izrazili. Tiste lastnosti, da v bistvu dobro Ejko raden izraz je fizikalni, ki ga pozabim. Ja, tako da... Na očki, ko sva primerila, ko sva zbirala, kakšno izolacijo je tudi noter. Bilo je pač, od klasična ponovacij, da najlažje recimo Armaflex, pena noter lima, se sva je tudi uporabljala, recimo na določenih delih, kjer pač ovčka je bila mogoče malo nesmiselna. Ampak večina sva pa se odločila za ovca, ker je pač bila večkrat dražja, imela je pa ene od boljših lastnosti, izolativnih in plus ta, da je, se reče, mislim, vleče vlago nase, ne ne ustvarja pa v bistvu ne zadržuje plesni. Plesni, ne povzroča plesni. Sva se to win-win situacija, lahko so se imeli, ampak to je spet stvar vsakega posameznika. Ja, ni nujna izbira, niti slučajno. Pa tudi naravne materijale, pač mi je domislila, sem mislila kar nekaj časa not preživeti v kombiju, tako da reka, da je kar se da naravnega, če bo šlo, če ne pa. Torej ni neke univerzalne rešitve? Ne, seveda so vedno pač... Imaš alternativ, se pravi, imaš ovce, imaš Armaflex, pa zdaj popularen je ta, ki se v bistvu šprica z peno, ali tem peno varianta, ko v bistvu celega prešpricaš in ga čisto zadihtaš, ne. Ti si recimo full fajn zlizati kakšnega kondensa, ti kakšen kondens pa voda nabere, potem še kjer je ved, pa še posebej kakšna plesnica nabera kot. Ampak je pa carija, pa tudi veliko stvari moraš prej predvideti, ker ne moraš popravljati več, kaj enkrat ti se našpricaš. Ja, tako da po tej ovčji volni potem sledila folija, ki je vedno pozabim, kako se reče. Ja, po je bila ta parazaporna folija. Sicer, če bi še enkrat delo, tega ne bi dal več noter, ker je kar enih debat je v tej parazaporni foliji. Če sem poveš, če me namenjena. Ja, pač namenje tukaj pač v hiša, da se v bistvu Ne vemo, zakaj imamo notri. Para prepustno, v bistvu zadržuje toploto, pa para prepušča. Problem je iz aluminijastega materijala in problem v kombiju se hitro nabira vlaga, vse posod, ker je pač kovinska konstrukcija okolin kult. In je v bistvu že sama konstrukcija kombija je že paraprepustna barijera. Tako da je skoraj nesmisleno noter dojeti. Tukaj sem sploh že malo kasneje študiral, pa tudi članke bral in je pol so ful že do tega, da je brez veze. Ampak je še zmeraj trend, da se noter gori. To sem tudi jaz tega naredil. Pa mi je žal, ampak smo dan noter. Naučimo se, če še bomo imeli kombi številka 5, čez 20 let, upam, da
bomo se tega že spomnili. Pa Tako da tudi na svet ja. ostalim popotnikom, ki poslušajo sedaj. Ja, tako na svet. Drugi na svet pa tukaj je, ker potem stene zapiraš, se tega sem nikaj pač upoštevala. Recimo, če želiš, če paziš, na koncu mora kombi biti nekaj težine, nek maksimalna težina je lahko. In recimo tukaj je dobro, recimo, da malo premisliš naprej, kje boš imel razne elemente, ne, kuhinjski omarice, karkoli, ker v bistvu tam zadaj ne rabiš dodatnih, recimo, če ponavadi se z deskami zapira, ne stene, to je končni sloj. Mi imamo te klasične, kaj to, kako se tamo reče, temo deske, ne vem, klasične deske, ja, ne te. Ja, zaključne in v bistvu tam jih zadaj ne rabiš, kar lahko v bistvu potem dosti nateži, v bistvu je dosti lažji avto na koncu, ne, če pač ne potegneš desk po celotni dolžini na začetku in potem na nje pritrdiš elemente. Ja, s tole težino je bil kar izziv, to je v bistvu eden od največjih izzivov. Eno je, da razporediš težino prav po avtu, ki moraš poštevati vse, pa tudi naprej, kje boš mu vodo, boš mu noter 100 litrov vode, 200 kil. Pa imaš, kje imaš bo baterije, elektriko, odpadne vode. Drugo pa vsaka stvar, ki daš noter, pač neki vaga, ne, ima neko težino. In tudi vsak šravf ti neki nanese, če več šravfa daš noter, več težji avto na koncu. Jaz neko kar gruntam nazaj, ja, lahko bi še par 10 kil, pa 100 kil mogoče zreducirati. Ampak ok, smo kar v redu često šlo na koncu. To verjetno vpliva tudi na porabo goriva, ne? Če imate manj noter, je po mojem bolj optimalno, ne? Na dolgi rok. Seveda. No, potem pa, ko smo že pri teži, potem je sledila praktično postavitev konstrukcije in tukaj se večina ljudi odloči za les, kar je tudi super stvar, tudi meni, jaz sem nekako imela v mislih najprej les, ampak potem tudi zaradi teže se je pač Bojan odločil za aluminijaste profile in pa tudi zaradi tega, ker pravi, da rad dela s kovino, tako da to je bila potem njegova odločitev, in je v bistvu precej lahko jih je potem dejansko sestavljati kot nekakšne Lego kocke, ne. Da si v bistvu samo pač po dizajnu, pa je potem sestavil osnovne profile za elemente v kombiju. To je bil zabaven del, ne? Ja. To je bilo veliko debate med nama. Ona me vsak način gleda, vse pa so ti gleda, ja, pa tu vse lesa delajo, pa imaš tu neke profile, bla, bla, bla. Nisem hotela, da se kovina zunaj vidi, ker to pač ni lepo, ne, pač les je tako domačen, kovina pa ni pasala. Pač le smo se skozi kresala, ker pač ona je hotela tak pač lep luk, jaz sem hotel pa tak robusten luk. Potem smo se srečala na sredini in sva se dogovorila, da zunanjost je njegova stvar, notranjost pa moja in dizajn, pa garaža, ja, tako da nismo še se do konca pri zunanjosti, ampak to so njegove ideje, končni luk kombija znotraj pa je moja ideja. Pa sem v glavnem, zakaj sem se na koncu odločil tudi za te aluminijaste profile, zaradi pač malo močnejše konstrukcije, pa ja, meni osebno malo lažje delati, ker ni anglik mizarske delavnice doma, da bomo vsako delo lepo naredil, kako treba po mizarsko. Pač v bistvu sem naredil pač vse z te lahke aluminijaste konstrukcije in močne in vse to pač se šava pa skupaj, na koncu pa samo oblečeš pač v les in tenak les in že tam tudi na težini, ker recimo zadnje plošče nisi rabil, da je to les in tako naprej, si lahko veliko zreduciral. Ampak ja, po želji. Torej, je ostala odločitev, da bo aluminijasto. Ja. Tako se stvari zgodilo. Je, ampak tako je, da pridemo do konca, se ne vidi. To je faza 8 in 9, o kateri bi verjetno jaz ne imela nič zapovedati, Bojan bi lahko par ur govoril, ampak v glavnem to so zahtevne faze, potrebno je pač postaviti celotno elektroinštalacijo, sicer njemu je to bolj kot ne igračka, ker je včasih s tem ukvarjal. Se še, no tudi ja, jaz bi to verjetno postavljala 6 let skupaj in pa pač vodna instalacija, no. Tako da to sta bili naslednji fazi izdelave kombija, tukaj smo bili še vedno spomladi in potem smo se lotili stropa. Tu pa spet imaš različne izbire, kako pač v bistvu pokriješ strop, no, jaz sem si, mislim, oba dva sva si zaželela pač imeti takle izgled v bistvu 3D, no, ena podloga in potem deskice čez, da niso čisto skupaj, ne. Tako da je mečken debelejši potem konec konca strop prišel, no.
Prva faza je bila, da se pač osnovno ploščo, ki je bila nameščena, se je pobarvala, potem so namestila deske in vmesni izgled nam je v bistvu pravzaprav bil zelo, zelo všeč, tako da so ga skoraj pustila, ampak potem nekako na koncu spet to ni šlo z idejo o tem, kak sem si jaz zamislila na notranji dizajn, so potem pobarvala na rjavo, tako kot je bila prvotna ideja, da se je pač skladalo z drugimi elementi, ampak se zdaj pride zelo lepo, no. To so potem, ampak tudi že vmesna faza je bila zelo v redu, tako da bi lahko tudi tačno ostala. Lahko pa samo deske daš eno zraven druge, tako kot pač na steni, tako smo v prejšnjem kombiju imela, in v bistvu zelo hitro lahko vložiš. Tako da tiste dosti bolj preprosta rešitev, kot pa tole vsako posebej gor šlaufati. Torej sta na podlago pod stropom namestila posebej deske, ki jih vidimo na drugi sliki, ne? Ja, nekateri pa delajo celo tako, da v bistvu deske namestijo na to glavno ploščo, in potem to dvignejo gor, ne? Ja, Ko delaš pa cel strop naenkrat, Ja, pa si cel- lahko ja. strop posebej narediš, pa ga pa v bistvu zmontiraš vse naenkrat. Ampak to je bilo lažje, no. Potem so pa začeli v bistvu pač različni elementi, se pravi zapiranje teh posameznih. To je začelo se skrivanje aluminijaste konstrukcije, ne, z lesom, začela se v bistvu postavljati kuhinjo, hladilnik se je ogradil, to so dosti stvari so v bistvu midva naročila, že preden je kombi sploh prišel, ker namreč na kombi sva čakala 3/4 leta, ker pač korona. In pomanjkanje čipov in vsega, tako da sva ogromno stvari imela, že preden sva sploh kombi imela doma. Ne, med korono smo imeli vsi čas, ne smo bili na Amazonu, tako da smo, tudi dekoracije so bile doma, prej kot kombi. Ja, tako da tle smo se odločila pač za majčken širši pult, kar običajno ni tako praktično v kombih, ampak nekako sva si želela, da imela še malo delovnega prostora, zato pač in ni bilo tako ozkih teh klasičnih štedilnikov, tako da se potem morala pult narediti neke take standardne širine, no. Običajno so majčken ožji, ne, v klasičnih avtodomih, če gledaš. Ali pa si pač obrnjeno, ne, obratno, da se pač niso za to odločila. Tako da, Lahko vprašam, kateri les pa sta uporabila za ta pult? Oziroma za vse ostalo? tale pult je pa akacija. ja, kaj. Akacija. V bistvu ve, kaj je lepljena plošča iz akacije, ja. Zelo Želja lepo je izgleda bila- na tej sliki. Ja, potem ta tukaj še ni bil prebarvan, te je v bistvu temnejši. Želja je bila hrast, nekako ideja je bila vse v hrastovi barvi, ampak potem ni bilo za dobiti lepljene plošče za hrast, sploh ne. Ne, je bilo za dobiti, sem je bila ful pretežka. A je pretežka je bila tudi, ja. Dvakrat težje, recimo, te bila in pač se kar nesla. No, in v glavnem potem sta tole našla mislim, da je bila v Obiju. Pa je potem toliko velik kos bil, da sva potem lahko uporabila še isto ploščo za mizo jedilno. Ja, pa v bistvu imamo 2 mizi. Tega niste rabili naročiti preko Amazona, tega sta lahko kar kupila prenos v Obiju. Ja, tega sem kupila pri Obiju, ja. Medtem, ker elementi so pa za korito in štedilnik so za Amazona. Ja, hotel sem reči, da imamo 2 mizi, jedilnici, se pravi jedilnem delu je ena, ne, in pa potem taka premična na nogico, nogica je tudi za Amazona, 3/4 stvari je za Amazona, in pa imamo še v bistvu zunaj, ker je pač v bistvu ta kuhinja, ne, mislim, da so po eni sliki videli, potem še v bistvu ena taka miza, ki se spusti, tako da lahko tudi zunaj sediva in pač jeva. No, potem počasi se prišlo do zaključnih faz, oziroma teh, ki so se potem zavlekle. Midva sva iz neznanega razloga najprej dala les, stene, zaprla in potem šla barvati. Ne me vprašati, zakaj, ker pač potem, preden vse zaščitiš, preden vsako luknjo pobarvaš, to si narediš 16krat več dela, ker bi ga bilo potrebno. Ni bilo nobene logike zadaj, tudi nismo nič ne vem zakaj. Ja, no, je bila očitno. Meni se je zdelo, da sem 2 meseca skupaj sam barvam, ampak ja, Nano je pomagal. V glavnem, potem se je pač prebarvala sta torej kombinacija elementi beli. Ja, mogoče še to, da ti zaključni elementi niso pač iz navadnega lesa, mislim, so iz navadnega lesa, ampak hoče med sva pač dala izdelati po meri kuhinjske elemente, ne. Se pač dala samo plate pač izdelati po meri in jih potem pač že bele, te niso barvane, to sem hotela reči, no. Omarce pa kuhinja. Omarce in kuhinja so že barvani, ostalo pač les, kopalnica in to pa je pač pobarvano. Garažo sta potem prebarvala na črno, dala vanjo gumijasta tla, gume, ne,
Ne, guma. V bistvu ne, Ne, linolej, pardon, Timolej, ja. To je pač taka imitacija gume. Točno. Ja, no, tako da. Ja. Zdaj vam bom prekinil, ker se je pojavilo tudi novo vprašanje sa strani publike. Torej, Urbana zanima, ali ste imeli kaj težav s porazdelitvijo teže po kombiju, oziroma kako ste jo porazdelili? Saj tu smo malo temo že malo prej načeli, ampak mislim, ja, težava, ki sem prej omenil, je bila pač pri sami postavitvi, recimo, kjer daš odzad, na katero stran boš dal vodo, recimo, če na enem avtu je rezervoar za gorivo, da daš na drugo stran rezervoar za vodo, ker je pač 100 litrov, in pol kombiniraš, da spet na drugo stran elektriko, pač je bilo igranja, no. Mogoče, če na hitro povem, na najni levi strani kombija so torej jedilnica, kopalnica in pa spodaj v garaži elektrika. Ja. Pa tudi na tej strani tudi v bistvu gorivo, ne, z leve strani kombija, na podno dol. S tem, da imamo pa se pravi na desni strani, se pravi na sovoznikovi strani je pa rezervoar za vodo, pa delno bo tudi odpadna voda tam, pa kuhna, z vso opremo, noter plin in tako naprej. Lahko vidimo torej na sredinski sliki, ne? Kaj? Na sredinski sliki lahko vidimo, ne? Desno. Ja, najlažje na sredinski sliki videti, ja. Zdaj, edina sprememba, ki verjetno bo nastala v prihodnosti, je ta, da bova polovico omarice zgornje na desni strani prestavila na levo stran. Zaradi tega, ker pač je v bistvu tam vmes zelo malo prostora, tako da je nekako si utesnjen, ker spiš, ne, je pa nujno spati v to stran, zaradi tega, ker je poširitev ožja na desni strani, na levi strani je nekoliko širša in potem, če bi spala obratno, bi moral Bojan zelo z glavo v luknjo spati, ne. Tako da v bistvu spati morava s te strani, je pa malo moteče zaradi omaric, to pač sva zdaj ugotovila. Ja, bo treba pač, 2 dni posla. Zdaj verjetno enkrat letošnjem letu bo to malo odrezala, prestavila na drugo stran, ponovno barvala in ja, tako da, nov projekt. No, tako da to, torej barvanje več slojev, to gre, ne, se veste, kaj gre barvanje, barvaš, pobruseš, pobarvaš, lakiraš, tako. Na koncu pride lepo. Ko si že mislil, da si fertik, pa moraš spet nekaj zamenjati. Ja, to je pa vedno. In te faze, se pravi, ni treba kombija čisto do konca, imeti čisto do vse detajle in dekoracije in to preden ga pač homologiraš v avtodom. Neke določene zahteve so pač, ki so pač potrebne in zato ja vsakemu pač polagam na srce, če bi pač želel homologirati v avtodom, da se pač dejansko prej pozanima, si prebere nekaj pravilnikov, vse ni tako zahtevno, ne, samo pač biti je treba skladiti z določenimi zahtevami, na koncu je treba napisati poročilo, priložiti slike. Potrebno je imeti določene certifikate za vgradnjo, če pač sam nimaš, če pač sam tega ne moreš urediti oziroma nimaš znanja ali pač potrdil. Potem, drugače pa lahko pač povem, da ni pa to sploh nujno, če se pač, da še ti vedno lahko v bistvu pač potuješ in imaš nekako popotniški kombi, tudi v primeru, da je to tovorno vozilo, a ne, je pa pač nekaj omejitev. Naprimer, če je tovorno vozilo, potem tista umestna stena, a ne, predelna, ki je za voznikom, tista ne sme biti, mislim, mora biti notri, ne sme biti omaknjena. Potem nič ne sme biti fiksno pritrjeno, ne moreš pač kar prošravfati na šasijo, ne, ampak pač mora biti stvari nekako take, da se pač omaknejo lahko, kaj pač ne sme biti pač fiksno pritrjeno, ne. Nekaj par takih stvari je, no, tak zahtev. Tako da lahko policaji delajo probleme, no. Ja, no, tudi koncev. Jaz recimo prejšnji kombi, ki so ga imela, ki je bil pač čisto na osnovno narejen, ampak ki bi se zmeri tovorni kombi, načeloma se dalo vse ven zmetati, tako da ni bilo neki problema, no. Ampak ja, če pa naletiš na nekoga, pa imaš neki narejen, ki ni po predpisih, pač samo odgovarjaš, ne, to je pač. Torej, to je že fajn vse prej urediti, preden se sploh spustite v podrobnosti, ne? Ja, sploh če se pač odločiš, ne, da to želiš imeti dlje časa. Recimo tudi ena druga stvar, kar se teh homologacij tiče, malo, se mi da, tudi jaz sem bil kar dosti v strahu, sem se pripravljal kar dosti na to, ker so v bistvu z vsakega konca dobiš drugačne informacije in eni strašijo, oni strašijo, da je tu nek bav,
na koncu sem recimo tudi dobro izkušnjo, da sem bil kar okay. Ja. Sicer saj smo imeli vse po predpisih, vse po zakonodaji narejen, z vsemi papirji, certifikati, potrdili, izjavami o skladnosti, strokovni ugradnji, vse. Tako da je šlo lepš, kot sem pričakoval. Super, hvala Bogu. Torej. Ja. Mogoče ena stvar, ki sem jaz čisto na začetku dejansko pozabila omeniti pri prvih fazah kombija, je to, da če se pač odločiš predelati za avtodom oziroma popotniški kombi, potem seveda odstraniš tudi pač predelno steno. Zdaj pač pri nama je to, pozabila sem na to, ker pač najin kombi ni prišel s predelno steno, ravno zaradi tega, ker pač sva v bistvu naročila nov kombi, ne, in sva ga naročila brez te stene že. Poleg tega je prišel z 2 oknoma na vsaki strani, ponavadi so pač vgradnja oknov. Ja, mislim, jaz sem imela vsa okna že predpripravljena. Zato, da nisva rabila dodatnih oken sama ogrevati, to sva pač lahko zbirala. Plus, imela sva že vrtljive sedeže noter, ker je isto potrebna certifikat za vgradnjo, deli z certifikatom, se pravi okna, vrtljivi, strešna okna. To so pač potem stvari, ki se vrtljivi sedežno ne rabiš, to je spet odvisno od tega, kakšen dizajn kombije si izbereš. Jaz sem pač takega se izbrala, da pač sva to rabila in sem pač potem to izkoristila, če sem že naročila nov avto, da pač sva potem te stvari po naročilu že dobila v bistvu štartu. In potem, ko je homologacija šla čez, potem je sledil še moj najljubši del, da sem končno vse stvari, ki sem jih na Amazonu naročala vseh tem letu, 2, ne vem, in po nakupih v Ikeji, tako da sem potem še izdelala detajle. Zdaj ste še tako vrila dušo v kombi, ne? Ja, eden izmed teh zabavnih projektov, ki sva ga skozi gradnjo kombijo se naučila oba dva, pa nam je zdaj ful zabavno to, da sva se naučila šivati. Namreč te zaščite, ki jih vidiš na oknih, to so pač te izolacije, v bistvu notri vmes je ovčja volna in je pač namenjeno temu, da pač je kombi poleti bolj hladen, pozimi bolj topel, pa tudi, da se v bistvu ne vidi noter, ne. Ampak za določen tip kombija so te pač, te so tako magnetno narejene, ponovadi stanejo tudi tako do 1000 evrov, pa sem nekaj to, pa mi je res absurdno. Sem kupila material, potem sem se mami sposodila šivalni stroj, potem sem skoraj obupala, potem je Bojanova sestra nama pokazala, kako se šivalni stroj uporablja in potem je Bojan začel šivati in potem sem že obvladala do konca in zdaj šivava vse, kar je mogoče, tudi izven kombija. Torej so še učinki na drugih področjih, poleg Ja, tako, ja, splača se graditi kombi, se druge stvari naučiš. Ja, tako da to je to. Potem pa smo prišli še do nekih nasvetov, se vidim, da smo že ful pozni. Če pa še ima kdo kakršnokoli vprašanje. Zaenkrat ni dobenega vprašanja, tako da lahko nadaljujemo. Aha, no dobro. Ker se vem, da se v gradnji kombija, v izdelavi se ne da vsega povedati v 45 minutah, lahko nas zmer kontaktirate na Instagramu BlueMarble_Vagabonds ali pa nama pišete, ne, kaj na Instagramu kot na Facebooku, tam Facebook ne pošilja notificationov, v glavnem ali pa pišete na mail, na koncu sem dala mail, tako da še z veseljem odgovorila oziroma priskočila na pomoč, ker veva, da zna biti to zelo gaje, če se pač prvič lotevaš česa takega. Najdete naj pa tudi v skupini Van Life Slovenija, za tiste, točno, ker ste mogoče navdušenci oziroma bi radi imeli kombi, obstaja Facebook skupina Van Life Slovenija, kjer potekajo take debate, tako da lahko se tudi tam pridružite. Vse verjetno še bo pojavilo kakšno vprašanje po oddaji, mogoče kasneje. Torej, zdaj sem pa sam zbrala nekaj tako praktičnih nasvetov, mislim, da sva se marsičesa več naučila v teh 7 letih, no, ampak to je nekaj stvari, ki mi je najprej padlo iz glave, pa sem jih danes nanizala tukaj. Zdaj, če še nikoli niste potovali s kombijem, ne je dodelati kombija, tako je. Ne, ko bo tako. Žal vam bo, pa mogoče boste ugotovili, da imate premalo časa ali pa da to sploh ni za vas, ne.
Tako da pač prvi nasvet, ki ga pač dam vsakemu, je, da pač poskusi v bistvu z najetim. Sploh, če si želiš imeti kombi, potem ne najeti avto doma, ampak najami kombi, ki vseeno so mečken manjši, pa so, no. Tako da dobiš občutek, kako je v bistvu pač potovati s kombijem, kakšne so stvari, moraš paziti na nje, kaj se moraš prilagoditi, kje imaš več svobode. Tako da dejansko pač ugotoviš, ali je tak način potovanja v bistvu zate. Tako da zdaj kombijo lahko najameš ogromno, od manjših, skoraj malo večjih avtomobilov. Tle recimo lahko probaš, kaj ti najbolj odgovarja. Recimo, nekdo je ful usmerjen v športe, pa da je mobilen, bo imel hotel imeti majhen avto, pa sem tukaj, da ima za prespet. Nekdo bo pač povšeč, ima pač luksus, se zapere do kempa in se tam sparkira in se ne premakne 2 tedna. Pa vozil pa velik avto, pa hiša sabo. To je čisto odvisno, kaj ti želiš, kaj so tvoji hobiji, kako počneš, kakšen imaš življenjski stil, to je tukaj širok področje, da je fajn res pač probati. Vzemi si eno sredino, zato je recimo njih tak kombi, tudi recimo na sliki, tam 6 metrov, 6,5 metrov je idealka za probati, potem vidiš, kaj ti odgovarja, več je pomembno. Vidva ste, kljub temu, da sta imela svoje kombije, kdajkoli najela slučajno kombi? Ja, tukaj sem jaz na sliki. To je lansko leto, ko sva se odločila zelo na hitro, iz danes na jutr, da greva na Irsko. Zato lani. Lani, ja. Pardon, smo že 23. 21. septembra sva šla na Irsko, last minute, in sva v bistvu najela, to je Indie Campers, precej znana, ne vem, precej znan brand, ki pač ponuja najem kombijo po celi Evropi. Tukaj sem videla, sicer imela en tako zelo tak zabavno izkušnjo s tem kombijem in sicer na naslednjem slajdu imam za vas nasvet, da pač vedno preverite, če vse dela, ne. Mi smo menda preverili, ampak v resnici očitno nismo, ker prvo noč smo ugotovili, da gretje ne dela. Potem pa glavni pogoj, ker smo kombi najela, ne. Pa imela gretje, jaz sem bilo mrzlo. Drugače bi najela malo večji avto, ne kombi. Avto, v katerem bi lahko spala. Mislim, bilo je tam nekaj 10 stopinj, 8, september. Navajena so bila iz Patagonije tudi -15, tako da ni bilo prehudo, ampak v glavnem gretje ni delalo, pošiljali so na 2 dni iskati plinske bombe, ko so trdili, da je plin narobe, ampak plin je delal, ker smo kuhali. Na koncu so hoteli, da nazaj pridejo v Dublin, ker so bila že na jugu Irske, tako da na koncu so rekla pač ne bova želela se pač spati skozi na divje, zato ker pač mislim na divje, ne v kampi, ker je pač na Irskem to uradno dovoljeno, ampak so potem pač vsak tretji dan smo šla lepo v kamp, da smo se stuširala, vmes pride čistilni robčki prav, to vemo iz Patagonije, mislim v Južni Ameriki smo se dosti naučila o potovanju s kombijem, 5 mesecev skupaj v bistvu živela v kombiju. Tako da ja, tako da to je bilo pač, da se vrnemo nazaj, da sem malo zašla. Tukaj lahko pač ugotoviš, kaj ti pač ustreza in kaj ne. Recimo ta kombi na sliki je drugače super, polna prostora notri, ampak recimo do zadaj pa je v bistvu postelja čisto nizko in potem je ogromno neizkoriščenega prostora zgoraj, ne, v bistvu lahko skoraj, jaz sem lahko skoraj stala, ne. Tako da za nekoga, ki pač ima športno opremo, to ni optimalno, bi potem takoj razmišljal, jaz pa rabim malo višje posel, da dam pač več opreme v garažo, recimo, ne. Nekdo, ki rad dosti sedi v kombiju, je super, če si naredi recimo 2 klopi, ki se potem zložite v postelji, recimo. To je pač vedno odvisno od tega. Kakšen lifestyle imaš, kaj imaš namen potovanja, ti če greš, se pravi, a greš športat, rabiš garažo, a greš pač samo turistično raziskovati, po mestih ne rabiš toliko opreme, imaš bulkane zaradi tega, da pač se imaš udobno, ko si v kombiju. Najin kombi ni velik, niti slučajno, je zelo majhen, tako da jaz mislim, da nekako se strinjava, da pravi van life, tako da bi več kot, par mesecev, pol leta, da bi pač živel v takšnem kombiju, je absolutno premajhen. Je pa super za tako za potovanja. Koliko pa je dolg vajin kombi? Mislim, da sledil 5,90 metrov, 5,80 metrov. Najin kombi je Mercedes Sprinter in njegova slabost je ravno ta, da pač malo v primerjavi z Fiati, Peugeoti, ki so pač na isti šasiji, je 10 cm ožji in 30 cm krajši od tistega standardnega modela. Če bi vzela en model daljši, je bil pa že ogromno dolg in takšen avto voziti po terenih, ki so se vidva zamislila. Po naših evropskih ulicah ne. Tako da to je pa mogoče edina, pa tudi majčken nižji je
par centimetrov. Tako da malo drugačen model je, kot pa ti klasični. No, nekako imajo, ti so majčkeno bolj prostorni, ti klasični Fiat in Peugeot. No. Tako da to je pač razlika. Potem ko se praviš na potovanje s kombijem, moraš vedeti dvoje. Ceste, tako izven avtocest, niso čisto samo to, kar piše Google, ne? Oziroma ti gledaš na Google, GPS uporabljaš, ampak nekako si moraš vedno dati malo plusa in minusa, ne? Ker pač, ko potuješ sam, podobno je to, če greš na road trip z avtom, no? Moraš se vedno nekaj rezerve vzeti. Ne na slepo verjeti Google. Tudi to, ja. Tudi to je. To je ponovadi naša draga žena, Sandra. Ne vemo, kam govori. Lahko traja dlje. Sploh, če si na kakšnih odročnih cestah ali pa vaških ulicah ali karkoli. No? Tako da, ko se potuješ s kombijem, je itak fino, če nimaš precej fiksnega urnika in da si vzameš malo več časa. Tako da potem tudi ni problem, če kaj traja dlje. Potem preden se odpraviš na pot, klasično preverjaj, imaš tudi vse dokumente, ne svoje samo, ampak od kombija, od avtomobila, imaš zavarovanje vsa, policija s sabo, v glavnem primeru, če bi kako šlo narobe. Potem, če potuješ po Evropi, se pozanimajo o cestinah, ne, lahko se pač, oziroma cestinah in vinjetah, sem tukaj hotel napisati, pa sem pozabila, vinjetah v različnih državah, naprimer Švica ima drugačno, Avstrija ima nekaj, ne, Nemčija sploh nima nič, Italija ima cestnine, v glavnem pač te stvari pač prej preveriš, na spletnih stranih so pač dostopne informacije, tako da si malo pripravljen, ne vem to, kam greš. Imamo brezvezne kazni. Ja, to. Ja, sem mislim, enkrat v Čilu sva dobila kazen, ker nisva vedela, da če se po ringu voziš samo okrog Santiaga de Chile, so neke dodatne elektronske, ki jih pa ne moreš kupiti, nekaj elektronsko carino, ki ga pa ne moreš kupiti, ne. Drugače cestnine, ja, cestnine, drugače se pač plačevala cestnine sproti in potem sva ne vem, kdaj kasneje dobila neko kazen. Tako da ja. Potem pa italijanska mesta, pazite, italijanska mesta, Italija je popularna za kombije. Večino mest ima tako imeno zono limitatov, čisto v centru, to je samo za tiste domačine, označeno z določenimi znaki in če greš tam, potem bi so nekako tako imajo kamere in te vidijo, mi dve sva dobila enkrat mislim v Bologni, sva dobila 6 različnih kazni, ker sva samo za vsak dan, ker sva pač v centru imela en hotel, to je sva z avtom, mimo grede ne s kombijem, no, ampak zato vem, ampak samo zato, ker sva pač imela en ovinek do ene glavne ceste, pa sva naračno smešala ovinku. Tako da, paste Italijo, no, ker greste s kombi, preverite, vse deluje, to smo se naučili že na prejšnjem slajdu. Preverite širino cest, to se spet nanaša na Italijo, mogoče tudi na Irsko. Italija, majhna obmorska mesteca, to zna biti zelo zanimivo za voziti s kombi. V center italijanskih mest raj malo prej parkirajte. Pa bote, ki je zakajljali. Ja, tako nekako je. Se nama je skoraj zgodilo parkati. Skoraj na Siciliji lani, s tem blokijem že. In pa, mogoče bolj pomembno, poglejte višino podhodov, preden se zapeljete čez, ali pa višino garaž, preden greste vanje. Čist praktična stvar, ampak ni dobro, no, če streho pustiš gledati. Ja. Ni fajn. Torej se vam še nikoli zgodilo, slučajno, kaj takšnega? To je pa že primer, ko pozabiš okno strešen zaprt, pa se pelješ. Ja, ampak nisem nikamor zahakala, hvala Bogu. Potem pa je par na svetu za tiste, ki razmišljate, da pač mogoče pa ne bi samo v kampih spali, ne? Kar je tisto ok, tudi če samo po kampih hodite, čisto fino tudi. Ampak dosti krat si pač takšne kombije oziroma počitniška vozila naredimo, zato ker se dejansko želimo umakniti od mečken od množic, no. Je pa vedno pač se fino pozanimati o pravilih, a ne. Vsi vemo, da v Sloveniji je praktično to uradno prepovedano. Zdaj, če se boš, če kamorkoli greš, naprimer na kakšno zemljo, mogoče koga vidiš, vprašaš, če je njegova zemlja, pa če on reče ok, potem ok, lahko tam pač ne prenočiš, s kakšnim kmetom se zmeniš, kako, drugače pač moraš pač malo pogledati, ne, so države, na koncernem slajdu sem jih naštela, kjer je v bistvu prav uradno dovoljeno prenočevanje oziroma na divje, no, oziroma pač free camping. In pa
Ni pa pač fino, pač, da pač kršite pravila, da bog ne daj, da bi pač spali na divje v nacionalnih parkih. Recimo, videla sem letos lani poleti na ogromno ljudi, ki so pač skrili nekje v Triglavskem narodnem parku, to res ni okej. To daje slabo luč na celotno vanlifersko skupnost, no. Tudi cene kazni so tukaj ogromne, ne, če v narodnih parkih prenočujete, pa da vas izdobijo. Dobar, tako je tudi. Po pameti, no, zdaj, če si samo za prespat, pridi zvečer, zjutraj greš, ne se pa zakampirati na lokacijah, če že moraš prespati nekje, se umakni stran, da pač nisi na očeh in tako naprej. Pa še nekaj je. Pust prostor tak, da si prišel. Se pravi, ko greš od tega prostora, da pustiš, poskrbi za sabo, dej pospravi večke, smetnjake, kakor češ, lahko odpeleš in daš. Medla sem recimo videla, tudi na Siciliji, pa tudi Južna Amerika, to je bilo tudi na teh spotih, ki se uporabljajo, na teh aplikacijah, ki so tukaj napisane na Park Fortniteu. Včasih je bila kar svinjak, no. Je ful težko tiste robčke pospraviti, pa dobro, sej vsi gremo na malo veliko potrebo, pa dobro, pospravi za sabo, ne. Če ne pa lopato porabi, pa karkoli, sej... Tam še krivimo, ja. Sej ne se vredo, si že naprej povedal, super. Ne, se to je točno, jaz, torej Španija ni kampiranje, to dejansko tudi, recimo, mislim, celo Italija, marsikje ima prav tako pravila, pač dejansko je določeno, Španija je izdala, ker je bilo preveč teh ljudi, ki so pa se posod spali s kombi. Stanje ni enako kot kampiranje, se pravi, če ti prespiš nekje, izgledaš kot avto, ki si parkiran. To pomeni, da ne odpiraš vrat na široko, ne daješ stolov ven, sediš, zažariš mogoče nekje, kar na enem spotu. To pa še? Ja, ampak ne tam nekje, pač en kup ljudi in je sploh če je prepovedano. Marsikje je celo tako, da se šteje lahko že, da ti lahko dajo kazen, zdaj ne, tu v Španiji, na Portugalskem, da bi se, če že imaš odprto tole zgornje okno, no, se že lahko šteje kot kampiranje. To je to. Potem, kot je Bojan rekel, ja, te aplikacije, ki so Park Fortnite oziroma v Južni Ameriki, Super Overlander, Maps.me je super, zato ker jo lahko uporabljaš offline, se jo naprej naložiš. Maps.me ima tako ceste kot atrakcije, kakšne pumpe, v bistvu vse take informacije lahko najdeš na Maps.me, lahko naložiš na telefonu. V glavnem, te se pač uporabljaš kot pripomoček, ampak ne pa pozabiti, da tudi policaji znajo uporabljati aplikacije. Ali pa tatovi konec koncev, ne, tako da pač vedno s pametjo, ne. In ne tam, kjer je pač izrecno prepovedano. Če se odpravljaš kam dlje, potem glasala pač tam v Patagoniji, v Evropi so lahko odročni kotički, ne, če greš bolj off-grid, ne, za več dni, ne pozabiti pripraviti kombija na to. Imaš dovolj vode, mislim, je tank poln, imaš dovolj plina, imaš možnost, imaš powerbank, dodatno baterijo, če karkoli gre narobe. Imaš možnost poklicati, ne, recimo povezava, ne, lahko je to Wi-Fi, ne vem, nekje recimo v Južni Ameriki ni bilo Wi-Fi-ja, ne, pa so tukaj mečke nisala koliko odgovorna, no, če zdaj nazaj pogledam, bi bilo super imeti še kakšen satelitski telefon, ker pač to si nekje lahko, kjer več ur se voziš, da sploh prideš do civilizacije, ne, več ur, pol dneva, ne vem. Tukaj nismo toliko daleč od civilizacije, na tele spodnji sliki, no, spodnji desni, to smo v Boliviji, spodnja leva, pardon, leva, desna, na slabi državi v Boliviji, nismo le sam nekaj ur, no, ampak tukaj recimo, tako je super. Predvsem presenetljiv hud signal, Ja. na sredini česar je bil 4G signal nor. Ja, tako da poskrbi za varnost, potem pa lahko tudi uživaš takole, kot smo mi. Potem, no to pa kar je že v bistvu Bojan povedal, ne kuriti ognja, nikakor ne odpadne vode, kar nekam točiti. Če bi že rad ogenj kuril, danes obstaja toliko finih recimo sestavljivih kurišč, ki jih imaš lahko s sabo, medva ga imava tudi. Enega malega, ja. V bistvu ga sestaviš, noter zakuraš in ko zaključiš, pospraviš in greš. Ne kuriš tudi pač ja, merka treba. Okay. Če imaš kakšen mesec, ki je požarna ogroženost, pač ne kuriti. Enostavno. Pa ja, torej lopata, vidite Bojana z lopato, to je v Južni Ameriki še, tudi zdaj ima lopata častno mesto v garaži, na
slika na desni strani. To je prva pomoč. Ja, prva pomoč je to, torej, če že greš na številko 2, pa nimaš WC-ja, bi pa ga imala v prenosnega, ne? Če že moraš, se pravi, zbereš vsaj 50-100 metrov stran od vodnega vira, vzameš lopato, skoplješ luknjo, ne odmečeš papirja, ga daš v vrečko, prineseš nazaj, vrečko odvržeš v smeti. Navadite se, čist simpel, ampak marsikdo tega ne zmore, tako da to je minus za tiste. Tako da dajte se navaditi vsi. V bistvu je, da se ne pusti sledi in se plovi dalje. Tako, to je tudi poanta trajnostnega potovanja, ne, konec koncev. Naravo, ker tudi ti, ki si bil vesel, da si prišel na ti spot, ki je bil klin, tudi tebi je bila všeč, pusti še nekomu drugemu. Ja, mogoče še tak mini nasvet, danes je že toliko teh biorazgradljivih čistil in mili tega na voljo, tako da za kombi recimo lahko pač nabaviš te, dosti trgovince, recimo dosti ker kombi ima tudi tuš zunanji, tudi midva ga bomo imela sem tako za poleti, zdaj še nimava, no, ker sam pipo v bistvu potegneš, ne, in se lahko zunaj stuširaš, pa pač uporabiš, če že pač imaš milo, ne, pač uporabiš biorazgradljivo, da pač ne vsega ne mečeš v naravo. Tako da je. Pa ja, drugače top, praktičen nasvet, bencinske črpalke v Južni Ameriki so bile top, tudi v Evropi so kar uporabne, tudi na Siciliji, recimo zdaj sem imela izkušnje, sva našla 2-krat tuše, pa so bili čisto ok, se pravi zastonj, ja, tuši so, svežo vodo dobiš, odpadno vodo lahko odliješ ponavadi na bencinskih črpalkah, prigrizke lahko kupaš, ne, kakšne nujne adapterje, kaj takega, tako da so lifesaveri, no. To. Verjetno te bo slejko prej crknila guma. Crknila počla. No, toliko o tem, kak jaz vem o pravilih kombija, torej crknila bo guma ali pa bo počla. Tukaj le sva stran od civilizacije, absolutno v Argentini. Mislim, da se je v 2 urah pripeljal en avto mimo, ki pa je seveda še malo bolj hitro šel, ker se je šel mimo, da je ne bi slučajnega ustavila, ampak sva imela rezervno gumo s sabo, no, tako da fino je, če se mogoče s časoma naučiš kakšne take stvari, kakšne osnovne stvari popravi, da če bi res potoval nekje, kjer pač nisi blizu vasi, blizu mest, da pač lahko sam tudi kaj rešeš. Mini metlica je super, vsak dan malo pometeš, imaš čist kombi, čistilni robčki se uporabljajo za toliko stvari, da bi lahko verjetno predavanje temu namenila. To še mislim, da bom enkrat napisala knjigo o uporabi čistilnih robčkov. In pa lopata, ja, pride prav za takrat, ko greš na stranišče, takrat, ko moraš sneg odmetati, če moraš, mislim, karkoli, ne vem, je zelo uporabna stvar v kombiju. V kombiju pride tudi prav minimaliziranje, se pravi, ne vse garderobe s sabo, malo planiraš naprej obroke, to je super za tiste, ki radi kuhajo, malo premisliš naprej, pa potem dejansko skombiniraš z različnimi stvarmi, je pa vseeno si nekako omejen s prostorom. Tudi čim manj posode uporabiš, manj jo moraš oprati, sploh če nisi v kampu, je to super, ne. Bodi fleksibilen, ne samo zaradi tega, ker pa človek gre kaj narobe in potem dlje časa traja pot, ampak tudi zato, ker je ravno lepota potovanja s kombijem to, da pač če ti je nekaj všeč, lahko ostaneš dlje, ker pač nisi vezan ne na hotel, ne na prevoze, letalske karte, ničesar, ne, tako da v bistvu lahko nekako se pač prepustiš nepredvidljivemu, no, in pač uživaš v trenutku. In pa zaupaš svojemu 6. čutu, če pač, ne vem, neki ni dober feeling, no, potem, ne vem, prideš na nek kraj, recimo, pa če se mi je dobro ne počutva, se bova obrnila pa sva drugega poiskati, tudi če je 10:00 zvečer, ne. Tako da, ja. Zdaj, ker se nas malo čas preganja, pa lahko gremo mogoče malo hitreje skozi. Ja, samo en slajd še imamo, ja, se treba. Torej, kam s kombijem po Evropi, sem rekla, da bom dala nekaj nasvetov, v resnici lahko s kombijem po Evropi, lahko greš kamorkoli, ne, kamorkoli. Ampak zbrala sem samo nekaj držav, ker mogoče za tiste, ki so začetniki, ker bi pač prvič potovali, prvič najeli kombi, pa bi radi še majčkeno bolj tako izven kampov kaj poskusili, ne, so pač v bistvu temu načinu potovanja nekatere države bolj naklonjene kot druge, pa nekako sem jih tudi, glede na statistiko, no, ogromne količine vanliferjev sem jih tudi nekako razporedila po, ne morem reči, varnosti, vse nobena evropska država zdaj res ni nevarna, da ne bo pomote, ne. Ampak tako recimo Irska, super lahko, super, brez problemov, uradno dovoljeno, prav tako celotna Skandinavija, Latvija, Litva, Estonija. Balkan je tako, z izjemo Hrvaške je prav prepovedano, tako kot v Sloveniji, sicer pa je v bistvu uradno je dovoljeno v Bosni in Albaniji, vse ostale države Balkana so
tako zelo tolerirajo, zelo jim je ok, nič ni problem, ni pa uradno nekje napisano, da lahko. Podobno je Italija. Italija je super za kampiranje, tudi za potovanje s psi je Italija super, tako da če imate to kombinacijo, je idealna država za počitnice. In pa potem... Ampak tudi Italija tudi z rezervo pač. Je to tudi prepovedano, ampak Ja, se tolerirano. Ja, tako, se pravi, tolerira se Ja. v Italiji, ni uradno dovoljeno. In potem uradno je še dovoljeno v bolj vzhodnih državah, že blizu Azije, ne, Armenija, Gruzija, Turčija, in pa obe dve, Romunija in Bolgarija, ki so pač, ja, no. Tako da, odvisno pač, kaj vas bolj vleče, pač lahko si izberete nekaj iz tega. Ne možete si izberete tiste, kjer je uradno dovoljeno, če pač niste prepričani, da s tistimi začnete. Zdaj se pa pojavilo tudi še vprašanje za vaju, ki ga bom sedaj prebral. Torej, vprašanje Urbana zanima, kako se pa usklajujete službo s potovanji? Za na konec lahko to poveste. Jaz imam že nekaj let svoje podjetje, jaz se ukvarjam z digitalnim marketingom, tako da v bistvu jaz lahko delam od katerega koli konca sveta. V bistvu pač tako, da včasih se tudi zgodi, da pač delam tukaj na poti. Torej, digitalni nomad lahko rečeš, praktično. Ja, bi skoraj lahko bila, ampak nimamo valjda take službe, mogoče nisem tisto digitalni doma, dosti časa sem doma v svoji pisarni, no, tako da, ampak nimam pa omejeno oziroma neomejeno število dni dopusta, če lahko temu rečem. Ampak seveda... Da sem bolj jaz omejen, s mojim dopustom, imam pa srečo tako, da imam tako službo, da kar veliko potujem tudi po Evropi in pač gre Sandra in psi gre z mano in pač gremo potovati. Ja, nekako pač se skladimo, ne, jaz zjutraj delam, ali si grem kaj pogledat, Bojan je v službi, potem popoldan zvečer gremo skupaj pač pogledat, tako da pač imamo pač tako službo, da lahko to nekako skladimo. Ja, pa seveda pač so vsi minusi. Super, evo, in tako smo prišli do konca današnje oddaje. Ko ste že prej povedala Sandra in Bojan, lahko, če še ima kdo kakšno vprašanje, ima kasneje tudi pišete na Instagram in izveste še to, kar vas je zanimalo. Drugače pa, tako smo zdaj spoznali vso to delo, ki je potrebno, da urediš takšno popotniško vozilo, ki omogoča prav posebno odkrivanje Evrope. Upam, da ste Sandra in Bojan koga izmed vas tudi navdušila in vam odgovorila na morebitne vprašanja in dileme, ki so še ostali. Torej, zahvaljujem se vam za vso znanje in seveda vajen čas, da ste bila danes z nami, torej res vam hvala. Vajno potovanje mi je bilo zelo všeč, vajno popotovanje po izdelavi vajnega kombija mi je bilo zelo všeč in tudi poučno. In glih ravno s takšnimi edinstvenimi oddajami poskušamo našo oddajo spremeniti v poučno druženje na temo popotništva. Hvala tudi vsem gledalkam in gledalcem, torej poslušalkam in poslušalcem za vaš čas. Do naslednjič, ko se bomo spet skupaj, si lahko gledate prejšnje epizode na YouTube kanalu Popotniškega združenja ali pa jih poslušate v obliki podcasta. To je to za danes in hvala, da ste bili z nami, lepo bodite in do naslednjič, bon voyage. Čau. Čau.